Dober večer. Tina, dober večer, lahko pozdraviš, tukaj živijo. Si z nami? Ja, dober večer, Dober večer. Ja, evo, dober večer. Tako kot smo rekli, to bo zanimiva tematika v živo, ko nam bo povedala, kako dejansko zdravila proti raku nimajo nekega očitka, in to je potrdila tudi švedska ekipa, ko je preučila 22 zdravil proti raku v zadnjih 10 letih in ugotovila, da samo 2 zdravili od 3, ki jih proti raku uporabljajo redno, pokažejo, da so vsa ta zdravila povsem neuporabna. Študija, ki je zdajle avgusta prišla ven, najnovejša. Napredovanje bolezni spodbujajo v bolnici na onkologiji s prilivanjem strahu. Imajo ljudi tako razporejene, da nihče nima vpogled v celotno stanje, ampak po sektorjih. Zgolj z namenom, da pacient pristane s psihološkim strahom na njihove ustaljene posege. Že v naslovu je zgovorno sporočilo, ko smo vam ga poslali po mailu. Zdaj bi pa samo še eno besedo, Tina, če mi dovoliš. Ko gre človek, ko človek zboli, je potrt, prizadet, v dvomih, se zaveda, da se morda njegov čas izteka in se boji soočenja, ne samo samim sabo, ampak z vsem, kar ga čaka. Človeka je strah, strah ga je vsakega trenutka. In ko se enkrat znajdeš v primežu podobnih ljudi, v tisti zgradbi, te psihološko porinejo še globlje v brezno, v še večji in v še večji strah. Če si v dvomih, če jim ne verjameš, če ne zaupaš v njihovo pregovarjanje, je to zagotovo poraz. Bolezen napreduje zaradi strahu, ker je oseba dobesedno v krču. In to je ena vrsta ljudi, ki bi jim lahko rekli, da so premišljeni in nezaupljivi v zdravstvu. Druga vrsta ljudi so pa flegmatiki in imajo vero v farmacijo. Ti ljudje imajo lažje možnosti do ozdravitve s kemoterapiji, z obsevanji in z vsemi terapijami, ki jih tam ponujajo, ker preprosto verjamejo in niso v dvomih. So presrečni, da je to sploh pot do ozdravitve, če smemo tako reči. In zdaj se postavlja vprašanje, katero pot torej izbrati? Pot dvoma ali pot zaupanja? Zaupati zdravnikom in jim verjeti na besedo, da je kemoterapija, ki je sicer vojaški strup, edina možnost do ozdravitve, ali, če je človek dvomljiv, se podati na lastno pot ozdravljanja. Torej, v tem duhu predajam besedo naši članici društva, ki nam bo o tem več povedala iz osebne izkušnje, iz prve roke. Tina, izvoli, beseda je tvoja. V bistvu vse skupaj se je začelo že prej, ko je šla preventivno na mamografijo. Takrat je s tistim stiskom tiste naprave prišlo do izcedka gnojnega iz dojke. Sestra je sicer rekla, da ni nujno, da gre za bolezen. Mama je bila takrat sesuta, v šoku, v strahu, da ima raka. Čez 14 dni dobila izvid, ki je bil, hvala Bogu, v redu, ni bilo nobenih sprememb. Vendar se takrat že začelo dogajati stanja. Točno to je v bistvu opisano v eni knjigi, ki sem jo enkrat brala, zakaj zbolimo. Telo doživi šok na čustvenem področju, imunski sistem se podre. Moja mama je bila že pred tem dogodkom, v bistvu pred to mamografijo, v slabem stanju zaradi smrti mame. Zelo iznenada. In to je bil velik šok. Ta mamografija je bila v bistvu dodaten strah v njej, rastel in je pripomogel k dejanju, ko se pa začelo dogajati. Potem pa še vsakodnevni stres, pa smo tam. Tudi nek alternativni zdravnik mi je povedal po tem dogodku, da je rekel sporočilo vsem ženskam, je rekel, ne hodite na mamografijo. To je zelo agresiven poseg, zaradi tega pride lahko do vnetja, najprej poškodba, potem vnetje, potem tumor. V glavnem šli smo skozi eno tako težko izkušnjo. Postavljena je bila kar huda diagnoza. Na prvem pregledu je bil v bistvu s mamo moj oče, mož njen. Na naslednja sem pa jaz hodila z njo, ker je bil oče tako, karkoli bi mu oni rekli, bi rekel ja,
Ja. Pa tudi težko mu je bilo v bistvu. Je bil kar sesut, a ne, in pol je še malo kakšen alkohol zraven, a ne, da se je potolažil, a ne. Jaz sem pa v bistvu vse pač štila, da zdravljenje pač po njihovo s kemoterapijo in obsevanjem pač ne bo v redu, a ne, za mojo mamo. Sploh zato, ker je bila ona v bistvu šibka, ne, mislim tako telesno, a ne. Pa začela takoj s prilagojeno hrano, nobenega sladkorja, nobenih ogljikovih hidratov. Za kemo moraš biti pa močen, fizično, a ne, tudi psihično, a ne. In sem pač vedela, da tole ne bo v redu, a ne. Ker pač mama je jedla samo pač, je šla na prvinsko osnovno surovo hrano, surova skuta, surova jajca, suho, pač sušen meso, a ne, surove sire, zelenjava, sadje, meso, tako zelo na hitro popečeno, skratka 100% sprememba. Prvič, ko sem bila z njo na konziliju, sem v bistvu začutila njihovo moč in premoč. Si rekla, ne bom jim pustila, da jo pohodijo. Tudi ona je nekako tako čutila in se v bistvu bala pač jim prepustiti. Hvala Bogu sem bila takrat v bistvu že pred tem dogodkom, a ne, ker je bilo v bistvu sumna bolezen, sem k sreči prišla v stik s enimi čudovitimi ljudmi, ki so mi bili opora tukaj in so mi podarili neko čudežno rastlino, ki se reče konoplja. Zelo sem hvaležna za to. Tako da sem imela takrat že doma kar nekaj cvetov, ki je prišla bolezen in sem začela delati smolo. Seveda sem prej bila na izobraževanjih, posvetovanjih z ljudmi, ki pač to obvladajo, ne. In ni šlo to čez noč, a ne, da sem mogla dosti naučiti. Mami je pač to bulo začela pač mazati iz smolo. Bulja je bila v začetku zelo velika, ne. Dojka trda kot jabolko. Po kakšnem tednu se je dojka zmehčala, bula je bila sicer še vedno velika, ampak se je manjšala. Na pregledih seveda zmanjšanja niso nikoli priznali. Ko sem vprašala zdravnico, kaj pomeni, če se tumor zmanjša, je rekla, da to lahko pomeni napredovanje bolezni. Da se tako hitro širi, da se prvotni tumor zmanjša, je rekla. Te besede slišiš, si mrzniš, tako. Totalno te hipnotizirajo. Hvala Bogu sem bila takrat toliko pametna, da sem snimala. Ko sem doma še enkrat poslušala pogovor, je marsikaj postalo jasno. Oni so povedali, da s kemoterapijo k temu, da se tumor zmanjša, lahko pa tudi raste ali miruje. Želijo pač zmanjšanje v bistvu, da je lažja operacija potem. Se pravi, zmanjšanje je zdravljenje. Ampak ne pač, če pa se pravi, pa sem začela razmišljati, ne, se pravi, če pa sam zmanjšuješ, pa pomeni zmanjšanje napredovanje bolezni. Kako gre to skupaj, mi še danes ni jasno. V glavnem, jaz nisem verjela in zaupala jim popolnoma nič. Mama pa tudi ne. Tako da se je pač podala na svojo pot zdravljenja s konopljo in raznimi bioenergetiki, bioterapevti, pač prehrana pa je tako ostala, ne, pač taka osnovna prvinska. Začela se potem le za odstranitev dojke in vseh bezkavk. Ena zanimivost, ki sem jo opazila, je ta, katero so mi povedali tudi že drugi prej, ne, da izvide pišejo v osnovi vedno na izhodišče prvotnika. Torej, uporabljajo copy-paste. Velikost tumorja, ki so ga odstranili, so napisali isto velikost, kot je bila izmerjena prvotno. Čeprav so obe z mami vedela, da je bil tumor precej manjši takrat pri operaciji. Ampak kakorkoli, zdaj ga ni več. Ja, pa še to lahko povem. Na Onkološkem inštitutu deluje neko društvo Oreh. Bolj za psihološko oporo, svetovanje za prehrano. Kaj takega. Ko je prišla tja, je mogla izpolniti neko vprašalnik. In oni so to potem predstavili tem na konziliju. Napaka je bila takrat, da so povedali, da jemlje konopljo. Ker so potem na izvidu oziroma kot mnenje konzilija napisali, da ima motnje razpoloženja, da ne more spati. Ona pa odkar je na konoplji, je spala kot dojenček. Svetovali so ji dodatno zdravilo za pomiritev travanj in protibolečinska po operaciji kar dvojni odmerek od priporočenega. V glavnem en bullshit. Potem se pa pač ona odločila za operacijo, ne.
najbolj sem se v bistvu v smislu negativnega zapomnila to, da so ji pač najprej svetovali oziroma razložili vse v zvezi z zdravljenjem za kemoterapijo. Ko so ji takrat razlagali zdravljenje s kemoterapijo, so ji v bistvu rekli, da je njen rak v bistvu omejen samo na dojko, da se ni razširil drugam. Ko pa je potem zavrnila kemoterapijo, v bistvu datum so ji dali in ko je prišla na kemoterapijo, so ji rekli, v bistvu da je zdravnica v bistvu presenečena, da se je odločila, rekla, a ste prišli, pa rekla, ja sem prišla, vendar se nisem mogla odločiti. Zdravnica v bistvu v trenutku sekunde je spremenila ploščo. Postala je v bistvu prav vidno žučna, začela iskati papirje, tole mi boste izpolnili. Dala bom pač na predoperativni konzilij, mogla je pač te stvari podpisati. Predoperativni konzilij je bil v bistvu že čez 2 dni. Takrat na tem predoperativnem konziliju ni bilo prav nič drugega v zvezi z operacijo, ampak samo siljenje v kemoterapijo. Zdravnica, ki je v bistvu vodila konzilij, je bila tako arogantna, nastopila je v bistvu, v trenutku te sesujejo. Da je vaša bolezen napredovala, da je vaš rak zelo agresiven, a veste, da nimate nobene možnosti za ozdravitve in tako naprej. In pač, ona je pač rekla, pač, da ne, a ne, da pač ne bo šla, ne. Zdravnica je v bistvu zelo živčna bila, ne. In potem je Halo? Ja, se slišimo, ja. Ja? V glavnem pač potem po operaciji so spet lepo počasi začeli ponujati obsevanje in kemoterapijo. V času kontrol, pač, ko še rana bila pač zaceljena, še ni želela v bistvu takoj odkloniti vse, ne. Sprejela je potem le zdravljenje s tableti, katere je v bistvu naj bi samo dvigovala, ne bi jedla. Povedali so ji, ponovno so jo v bistvu napotili na vse preiskave, ultrazvok, CT celega telesa, funkcije bezgavk, vrtu, podpaltuha, vse. Hvala Bogu so bili ti izvidi vsi okej. Izvide je v bistvu prejela en dan pred pregledom pri svoji onkologinji. Ko je prišla v njeno ambulanto, je sprejela zelo arogantno. Pač mama je vprašala, kako je z izvidi, in je ona rekla, danes smo tukaj, niso pomembni izvidi, danes je pomembno, da se vi odločite, da greste na zdravljenje, ne. Ona je pač rekla, da ne gre na zdravljenje, potem so ji pa, je začela pač razlagati te stvari, ki so v bistvu sprejela, ne. Potem je pa na koncu v bistvu ni hotela v bistvu niti komentirati izvidov, na koncu v bistvu jaz vprašala, kako je pa z izvidi, in je rekla pač, izvidi so brez posebnosti, nobenih patoloških sprememb, ne. In je tako zelo hladno pač odpikala, ne. Jaz sem pa v bistvu potem še vprašala, torej v njenem telesu ni več sledi raka. In ona odgovori, ne, to pa nisem rekla. Rakave celice nastajajo v vsakem telesu, Ob teh besedah, ne vem, mislim, da to njena jeza govorila, da ni čisto vedela, kaj govori, ne. Tako je bila jezna, da ni več vedela, kaj bi rekla, samo še adijo in sva šle. Torej, jaz osebno si ne znam predstavljati občutkov v takem stanju. Ne vem, kako bi jaz odreagiral zdaj, ko poslušam zgodbo, zdaj, ko poslušam iz prve roke, kaj se dogaja, kako se dogaja. Mi počasi postaja jasno tudi, če se spomnim nazaj, leto pa pol, 2 leti nazaj, pri covidu, to se pravi, ljudje, ki delajo za denar, jim ni prav nič mar za ljudi, za človeka, za počutje, za zdravje, ampak samo za zaslužek in gledajo, kako bojo kaj potegnili, ne. Jaz gledam zdaj z te strani, ko to poslušam, se to tako evidentno vidi. Ali je pa v ozadju so kakšni drugi pritiski, statistike, ne vem, karkoli, že sam za človeka, a ne. Torej, to je strahotno, a ne. Kar poveš, kar povej še do konca, prosti, ker sem te prekinil. V glavnem pač pogumno pač v takih situacijah, a ne, pač bolezen ni smrtna, a ne, bolezen se da pozdraviti, a ne, dejansko
rak v bistvu ni bolezen. Jaz sem kar nekaj v bistvu šla v te knjige pa to, ne. Rak je v bistvu skupek toksinov, celice se deformirajo, da lahko preživijo v toksičnem okolju, ker so pač kisle, ne. Zaradi stresa, predvsem hrana, vsi ti dejavniki so v bistvu skupek tega. In to so v bistvu toksične celice, to je rak v bistvu. Zanimivo. Telo je treba samo spucati, čistiti, sprota, ne, in to je v bistvu rešitev. Tina, srčna hvala Hvala, Mihael, za povabilo. za to tvoje, bom rekel, poročilo res iz prve roke, srčna hvala. Upam, da marsikomu, ki mogoče pozna kakšnega človeka, da bo lahko dal kakšen nasvet oziroma se lahko tudi povežemo v kakšnih primerah, ker nekdo, ki ima takšne izkušnje, kot jih imaš ti, veliko lažje da kakšen nasvet, bolj strokoven nasvet, kakor pa da se prepustiš res, bom rekel, tam samo sistemu, ustanovi. To so občutki, ki postaneš v bistvu samo številka še v računalniku. Tako je. Jaz se spomnim, ne vem koliko časa nazaj, sva tudi midva se o tem pogovarjala in sem jaz s teboj podelil en film o enem zdravniku, ki je pozdravil 1000 rakavih bolnikov. Zdaj, če se ti strinjaš, bi jaz potem ta pogovor s teboj zaključil, potem ko se pozdraviš od naših članov tukaj in bi tisti 6-7 minutni film tega zdravnika sem ga pripravil, da bi on povedal, kako je, na kakšen način je on pozdravil 1000 rakavih bolnikov. Ne? Je v redu tako? Dobro, hvala, Mihael, za povabilo. Ja, Srečno, adijo. tudi tebi hvala in vsi te lepo pozdravlja in že mamo lepo pozdravi. Ne? Hvala, Ja, adijo. ja, imejte se Srečno. radi in tako Enako. naprej, korajžno, srečno. Tako, ja, hvala, adijo. Ja. You come across sodium bicarbonate or baking soda as a treatment for cancer? I was young. I was maybe, I had the diploma. And I followed many alternative carers, not doctors, and I figured out that the psoriasis was a fungus. I treated with iodine tincture with success. In a moment of desperation, I thought I made the good syllogism. So, psoriasis was said incurable, unknown illness. But I know it was a fungal infection, I could cure it. I say maybe another incurable, unknown illness, cancer is a fungus. That was the syllogism, because I was desperate because people were dying. I couldn't accept it. So I could reach the fungal etiology on cancer from the psoriasis. Okay. And not by wait a minute. You can cure psoriasis with iodine tincture, but I thought, how can I cure the tumor, fungal infection when it's inside? It is impossible with the iodine tincture. But I thought, in the oncologic pediatric wards where I worked, I was graduate. I took the diploma in the university. We could eliminate the fungal infection, for instance, the trash of the baby, with sodium bicarbonate. At that moment, I tried to give sodium bicarbonate intravenously. And one of the first patients, a guy, child, 11 years old, was in coma. He was in coma, and 15 days in coma. He went to the university from the south of Italy, and the mother of this guy told me, I would give everything to speak with, if I can speak with him, even if I know that he has to die. At that moment, I prescribed in the university sodium bicarbonate intravenously, double dosage, and after 7 hours when I came back, the young boy was speaking with her mother. In one day, in 7 hours, sodium bicarbonate cut off
partially, definitely, I don't know, but just cut off the fungal colonies, and the guy woke up. He had localization of lymphoma in the brain. So that was one of the first achievements, and I figured out immediately the power of sodium bicarbonate. And then I continued. I have more than 1,000 people completely healed.